Drage gledalke in cenjeni gledalci, znova lepo pozdravljeni v oddaji Ozadja. Danes bo oddaja nekoliko obarvana kulturno. Na kaj najprej pomislite, ko slišite beseda kultura? Morda na kakšno razstavo, na kakšen voden ogled po kakšnem zanimivem objektu, morda na kakšno dejavnost, kot je gledališče ali predstava. Vse to ali še kaj več bomo danes nekako približali tudi skozi oči kamere, skozi naše sogovornice, ki prihajajo ravno iz sveta kulture. To je gospa Mojca Prnovšek iz KŠTM Sevnica, gospa Alenka Černerič-Krošelj iz Posavskega muzeja Brežice in pa gospa Darja Planinc iz Kulturnega doma Krško. Pozdravljene. Pozdravljeni. In da v uvodu kar naslovim vprašanje, ki bo enako za vse tri. Kako nekako definirate besedo kultura? Kaj vam osebno pomeni? Katera definicija je vam najbližja? Nekako sem kar sama sestavila definicijo. Kultura so zame plemenita dejanja posameznikov. To so njihove napredne misli, ki so sposobne aktivirati posameznike in družbo kot celoto, da se trudi posameznik in družba delati dobro, da je sočutna, da je solidarna. Zame so kultura resnično medsebojni odnosi, to, kar živimo drug z drugim, in so tudi dosežki, zagotovo knjiga, pesem, fotografija, slika, neko umetniško delo. Sem pa tega prepričanja, da ne glede na to, ali je ta dosežek ustvaril visoko izobražen kulturni ustvarjalec ali pa posameznik, ljubiteljski ustvarjalec na področju kulture, prepričana sem, da smo drug drugemu potrebni in da le skupaj kot celota lahko govorimo, da ustvarjamo identiteto naroda in da ustvarjamo neko kulturo. Zanimiv skupek misli. Kako pa vi, Alenka, dojemate pojem kultura in vse tiste razsežnosti, ki jih kultura prinaša s seboj? Ja, najprej bi se popolnoma strinjala z Darjo, tako da to ne bom ponavljala. Je pa res, da jaz sem v bistvu humanistka tudi po izobrazbi in mi se s tem zelo veliko ukvarjamo. Definicije so zelo, kako bi rekla, take zmuzljive, težko na hitro povedati in mi vemo, da jih je vsaj čez 1500, ker si to zelo želimo nekako dati v 2-3 stavka, ampak to ponavadi ne gre. Gre pa seveda za to, da je v bistvu kultura tisti element človeka, ki se ga priuči. Se pravi, ni nekaj, kar mu je dano z genetiko, ampak se ga priuči, nastane iz njega, nastane, tako kot je rekla Darja, v sodelovanju, nastane z naravo in odlično je, če nastaja predvsem z naravo, pa so ljudmi, pa čim manj mimo nje. Tako da zame je kultura večplastna, ker pa v bistvu mi kultura daje tudi kruh, je pa to v bistvu način življenja za moje življenje tisti eden najpomembnejših. Hvala. Kako pa vi, Mojca, dojemate pojem kultura, kaj za vas pomeni, kje se nekako najbolj najdete, v kateri tisti razsežnosti, v kateri definiciji? Zdaj je že težko karkoli dodati, glede na prej povedano, ampak definitivno je kultura tista, ki ne pozna meja. Gre na široko, gre v globoko, je nekaj lepega. Jaz ne bi mogoče to definirala kot neko definicijo, ampak kako jaz vidim kulturo. Je ples, je lepa beseda, je zgodba, je druženje, je spoštovanje. Navsezadnje je tudi to nek spomin in pa neka tradicija, ki prinaša s seboj neko popotnico za naprej, ti daje neko usmeritev in kot so že predhodno povedale moje sogovornice, je splet nekih večjih dejavnikov, ki ustvarjajo to lepoto skozi kulturo. Skratka, če potegnemo pod črto, je to nedvomno nekaj pozitivnega, dobrega, tako za posameznika, kot tudi za družbo, ki nekako v tem kontekstu deluje. Zdaj pa, če bi vas nekako postavila, glede na to, da ste vse direktorice določene institucije, ki je zelo tesno povezana s kulturo v vsaki izmed občin, kjer ste doma, kjer delujete, kako bi nekako, če vas pred izziv postavim, strnili v stavku 2-3 tiste glavne kulturne značilnosti, glavne programe, s katerimi se ukvarjate, vi, gospa Mojca, denimo v sevniški občini skozi KŠTM? Ja, naš zavod je tak zelo mešan zavod, skrbi za 4 področja delovanja, predvsem za razvoj. Seveda ta razvoj s sabo prinese tudi določene programe, ki morajo biti nekako pripravljeni in usmerjeni za različne ciljne skupine.
Ja, naše poslanstvo je razvoj. Delujemo tako na področju mladih, se pravi, da nekako poskrbimo za razne delavnice, da jih kulturno izobrazimo, da poskrbimo za razne srečanja, za igre, da jih vključimo tudi v gledališke igre, da jih medgeneracijsko povezujemo in da pride do nekih prenosov znanj, spoznavanj tradicij, običajev, dediščine. Potem, če rečemo, da imamo in skrbimo tudi za kulturo za odrasle, se tukaj zelo zopet srečamo z nekimi muzejskimi zbirkami, z nekimi aktivnostmi, dejavnosti, ki so usmerjene tako v gledališča, kjer zopet lahko srečamo neko množične ciljne skupine. Pri nas imamo tudi abonma, potem kino, se pravi zopet mlajše, starejše, pester nabor dogodkov na samem gradu, v našem biseru. Upravljeni imamo tudi Ajdovski gradec, stara naselbina, kjer se da tudi čez to, bomo rekli, turistično neko dediščino prikaza zelo dober ta pristop kulturnega izobraževalnega namena. Tako da ja, poskrbimo za vse generacije, mogoče imamo tudi to priložnost, da lahko povezujemo tudi kulturo s turizmom oziroma turizem s kulturo in zelo hitro v bistvu to dogajanje v sami Sevnici prepoznajo ne samo občani, tudi turisti, razni obiskovalci. In če je gospa Mojca Prnovšek nekako najbolj izpostavila razvoj in pa turizem, se midve, Alenka, lahko malce spustiva tudi v zgodovino, kar nedvomno Posavski muzej Brežice namiguje. Glede na to, da se sam muzej nahaja v takem veličastnem objektu, da sam po sebi kliče po bogati dediščini iz preteklosti, kako bi pa vi strnili vaše aktivnosti, nekako vaše programe v nekaj stavkih? Je v bistvu tako kot pri Mojci zelo težko, ne? Ta izziv je velik, čeprav se mi zdi, da je pač pomembno povedati, da en muzej, kot je naš regionalni muzej, pripoveduje zgodbe o ljudeh, tistih, ki so tukaj bili, tistih tukaj, ki so, in verjamemo tudi v tistih, ki še pridejo. To se pravi, prepletamo dediščino od nekdaj do sodobnosti in seveda tako, kot si želimo sooblikovati tudi prihodnost. In ko nekdo stopi k nam, stopi sicer skozi predmete, skozi zgodbe v preteklost, ampak v bistvu se ta preteklost ves čas prepleta tudi s sodobnostjo. In vse tri ustanove zagotovo, mislim pa sploh sodobni muzeji, nismo več neke zaprašene hiše, ne. Smo seveda neke posebne hiše, ker velikokrat sploh v Sloveniji smo še vedno v starih hišah, ne, v nekih gradovih, ker je bila pač družbena situacija takšna in v bistvu je zelo dobro, da smo v gradovih, ne, da smo nekako to nepremično in premično dediščino, da povezujemo. Kljub temu, da mislim, vsak sodoben muzej bi si želel novo stavbo, ampak jaz mislim, da za naše območje in pač tudi za naše posavsko območje, za našo Slovenijo je dobro, da nekako muzeji naseljujemo sploh v teh regionalnih okvirih gradove in da lahko tako skupaj pripovedujemo o tistem, kaj se je dogajalo na našem ozemlju, seveda predvsem zato, da to nekako uporabljamo v sodobnosti in ne začuvamo, ampak da to s tem razvijamo našo prihodnost. In če sta predhodni sogovornici omenili razvoj, turizem, prepletanje zgodovine in sedanjosti, je pa Kulturni dom Krško spet zgodba zase. Doma ste v narekovajih na 4 lokacijah, kako bi nekako povezali v eno celoto zgodbo, ki jo vi tkete? Res je, Kulturni dom Krško je, lahko trdim, po številu obiskovalcev dogodkov največja kulturna ustanova v regiji Posavje, celo med Ljubljano in Zagrebom. To pa zato, ker dejansko izvajamo toliko raznovrstnih dejavnosti, se pravi na eni strani dejavnost kulturnega doma v domicilni hiši na Vidmu, kjer tudi ko omenimo Kulturni dom Krško, nas še vedno primarno povezujejo zgolj s to enoto. Potem imamo pa muzejsko dejavnost v 4 objektih, se pravi na gradu Reichenburg, v Mestnem muzeju Krško in v galeriji Krško. Ob tem pa še prav, da omenim, da tudi v delu Mencingerjeve hiše, ki jo imamo v upravljanju, se pravi pritličje in prostore v prvem nadstropju, ki so namenjeni muzejski dejavnosti. Ravno zaradi tega nam je dana priložnost in hkrati odgovornost, da te prostore napolnjujemo vsebino, ker so gradovi nekako naša rdeča nit, je tudi nam resnično v čast in veliko odgovornost, da upravljamo z gradom Reichenburg kot spomenikom državnega pomena, ker se tkejo in prepletajo zgodbe menihov trapistov
izgnancev, kazenskih ustanov, odličij in medalj Primoža Kozmosa, pomeni, da je grad in vsebina odličen prikaz tega povezovanja preteklosti, sedanjostjo in prihodnostjo. Kulturni dom Krško kot nekako matična enota pa je tista, kjer lahko na velikem odru, ker je dvorana pač taka, in s tem oder, da lahko na njem gostimo največje gledališke hiše in predstave, tiste, skozi katere, se pravi skozi te predstave, dogodke, nastavljamo ogledalo času in družbi, ki ga živimo. Kaj bi pa dejali tako čez prst ali pa skozi številke, ki o tem pričajo, kje je največ zanimanja izmed teh 4 enot, ki beležite največji obisk? Vsaka enota ima svojo, rekla, primarno dejavnost. Zagotovo je Kulturni dom Krško kot matična enota na Vidmu tista, v kateri je, če gledamo v številkah, največje število obiskovalcev. Če postrežem z številkami iz lanskega leta, smo na letni ravni v vseh enotah zabeležili dobrih 78.440 obiskovalcev, od tega jih je bilo več kot 60% v Kulturnem domu Krško. To pa zato, ker tukaj ne izvajamo samo dejavnosti oziroma programov v javnem interesu na področju kulture, ampak ta prostor in rekla, infrastrukturo, opremo in s tem tudi naše storitve ponujamo na trgu najemnikom. V naših prostorih oziroma v prostorih Kulturnega doma se namreč odvija tudi veliko kongresne dejavnosti, pa potem regijske proslave, akademije, slovesnosti, dogodki na ploščadi, ki je tudi v našem upravljanju, kar vse doprinese k temu, da je število obiskovalcev v tej enoti največje. Potem je tukaj grad Reichenburg, kjer je na letni ravni zabeleženih 20.000 obiskovalcev. Tukaj je zagotovo še izjemno veliko potenciala, da ta obisk povečamo, tako v sodelovanju skozi projekt Gradov Posavja, kot tudi skozi sodelovanje in povezovanje na ravni destinacije in pa same lokalne skupnosti, da vsi skupaj prepoznava res ta biser kot tak, kjer je poleg muzejske dejavnosti tudi prostor in priložnost za izvajanje ostalih butičnih, poslovnih in drugih dogodkov. Če se nekako navežem, kot je že Darja omenila, na gradove, glede na to, da je Posavski muzej Brežice lociran v gradu, da torej nekako ima veliko kvadraturo na voljo tudi za obiskovalce in lahko sprejme večje število, kot denimo Kulturni dom, galerija, Mencingerjeva hiša. Je to neka prednost? Imate zaradi tega, ker ste na veliki površini, imate veliko prostora na voljo za upravljati oziroma za razstavljati, imate zaradi tega več obiskovalcev in katere vrste obiskovalcev nekako največ beležite? So to kakšne vrste strokovne ekskurzije, ki se jih lotevajo različne interesne skupine, je veliko obiska strani vzgojno-izobraževalnih inštitucij? Kakšen, recimo bi rekli, preplet različnih skupin se v vaših grajskih zidovih odvija? Ja, vsak od nas ima malo drugačno situacijo, ne? Mi dejansko imamo en dom in to je naš grad, Brežiški grad, ki je po pač srečnih naključjih resnično v celoti upravljanju Posavskega muzeja. In naš muzej počasi že koraka v 70-letni sodelovanja in to je v bistvu sodi med starejše muzeje na nek način, ne? To pomeni, da se je ta dejavnost razvijala, da se še razvija in da nima pa take sreče, kot recimo je imel grad Reichenburg, ki je pa bil res celovito obnovljen. Tako da mi imamo veliko stavbo, ki je v večji meri še vedno neustrezno obnovljena, tako da imamo še veliko dela, predvsem v pritličju, predvsem na dvorišču, ki je v bistvu tako nekako na pol pripravljeno. Tako da mogoče se zdi res stavba velika, tudi zato najbrž, ker ima pač dobro mesto, ne, se pravi na začetku ali pa na koncu mesta Brežice, nekako vidna tudi z avtoceste. To so dejansko neke prednosti v tem prostoru. Sploh ta se mi zdi, no, da smo ob avtocesti, da se nas vidi, da se mesto vidi, da se vidi neka arhitektura, ki lahko to tako z ceste privabi, ne. Seveda to niso množice, z ceste ne pride množice, ampak v nekem trenutku pa seveda je mogoče tudi se kakšen prej ustavi, če vidi eno tako lepo mesto kot Brežice, kot mesto na tem Brežcu tudi so. Tako da, tako kot vsi, imamo veliko še izzivov.
Nimamo tako velike dvorane, kot jo ima Kulturni dom Krško. Naša dvorana v Viteška, ki je res izjemno lepa, je predvsem spomenik baročne umetnosti. To je v bistvu njena prvotna, prva funkcija, najpomembnejša naloga, šele potem je to prireditvena dvorana. Iz več razlogov. Na eni strani seveda je to dvorana zaradi te specifičnosti, dvorana z velikimi omejitvami. Mi recimo imamo zelo skromno infrastrukturo, kar se tiče možnosti osvetlitve, ozvočenja, števila stolov, pač vlage. Mi moramo na to vse izjemno paziti. To je naša osnovna naloga, da ta dvorana, ki je preživela več kot 300 let, preživi vsaj še 300, da se jih kaj ne zgodi, čeprav seveda so razmere v tem stoletju čisto drugačne, kot so bile v 18. stoletju. Ta neka invazivnost našega okolja vpliva tudi na dediščino, tukaj moramo biti zelo realisti. In naša dvorana je prizorišče številnih lepih dogodkov, seveda pa zelo specifičnih. Tako da mi tukaj ne moramo biti toliko uspešni pri prireditvah na tak način, kot je recimo Kulturni dom, ker nimamo infrastrukture za gledališča in tako, ali pa recimo neke take večje stvari, musicale, naprimer, to sploh nikakor ne pride v poštev. Poštev bi prišlo na dvorišču, ampak dvorišče pa dejansko nima strehe, tako da potem prireditelji se ne odločajo za tak rizik. Imate potem pa mogoče več manevrskega prostora z vidika razstavnega prostora? Seveda, imamo pa več razstavnega prostora, imamo tudi malo bolj obsežno javno službo, se pravi, da imamo več strokovnjakov zaposlenih, mi imamo dejansko 6 kustosov, ki skrbijo za to, da opravljamo dobro zaupano javno službo. Mi smo tudi nekako regijska ustanova, ki jo sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo, opravljamo malo drugačne naloge, opravljamo javno službo na 4 temeljnih področjih, se pravi arheologiji, etnologiji, umetnosti, zgodovini in še na področju konzervatorstva in restauratorstva. Tako da malo drugače, se pa seveda tako kot vsi zelo trudimo, da privabljamo raznovrstne obiskovalce, če dogovorim na drugi del kompleksnega vprašanja. Tukaj spet skušamo nekako najprej predstavljati to svoje delo, to nam je prioriteta. Se pravi, da se v naših programih vidi tudi naše delo. Da smo nekako mi vseeno v ospredju, šele potem so recimo neke zunanje vsebine, do katerih smo tudi odprti in sploh z društvi sodelujemo zelo dobro, z nekimi drugimi prireditelji sodelujemo zelo dobro, zelo radi gostimo kakšne druge razstave, ampak naša primarna dejavnost je to, da se vidimo, da so to neki programi, ki jih lahko mi pripravimo in da to ljudje tudi začutijo. Tukaj pa imamo zelo različne obiskovalce, zelo različne odzive, večinoma mi ocenjujemo dobre. Bi pa opozorila pri tem, da v bistvu samo štetje obiskovalcev, je samo en segment, to nas vedno vprašajo, ampak recimo zdaj primerjamo, Reichenburg ima 20.000, mi imamo 36.000 približno, ne vem, koliko ima zdaj Sevnica na gradu, recimo, če štejemo samo grad, Mi se ne ukvarjamo toliko s tem, ker to je v bistvu samo en del. Izjemno pomembno so naši programi, naše izobraževanje, naša dostopnost, dostopnost nekih kulturnih vsebin v tem prostoru, raznovrstnih, kar vse te 3 ustanove resnično nekako omogočajo. To je v bistvu tisto, za kar smo mi plačani. Seveda je tudi pomembno, da privabimo čim več obiskovalcev, je pomembno, se vsi trudimo s tem. Ampak številka ne pove vedno vsega tistega, kar je zadaj, naprimer. Mi imamo največ obiskovalcev junija pa julija, recimo, ker je tudi turistov več, ker smo blizu term, ker se potem tudi več nekih izletov odpravi. Recimo, pri šolski skupini je malo več, ker je konec šolskega leta. Ampak jaz bi rekla, da razmerje ni tako, da bi bilo enih zelo veliko, pa drugih zelo malo. Smo nekako po tretjinah, bi lahko rekli, tretjina recimo prireditve, tretjina posamezniki, tretjina pa neke organizirane skupine, ki pridejo na zelo različne načine. In tukaj recimo imamo, tako kot je rekla Darja, vsi še kar nekaj možnosti. Je pa res, da ko ste omenila tudi, da imamo pač malo večjo hišo, lahko več obiskovalcev, to je spet relativno, zato ker smo malo kadrovsko podhranjeni, in če bi recimo pri nas v vrstah čakali turisti, bi mogli imeti vsaj še 10 ljudi,
ker čuvanje takih zbirk je zdaj res na nekem minimumu, ne? Ampak če bi imeli pa tako obiskovalce, kot recimo jih imajo v teh nekih svetovno znanih muzejih, je pa res nujno, da v vsaki sobi nekdo sedi, ne? In spremlja Da se dogajanje. spremlja in tako naprej, da niso dovolj samo kamere. Gre za čisto en drug sistem. Tako da mi, ko se pogovarjamo, smo vedno tako v razkoraku med tem. Dobro je, da smo povečali število obiskovalcev, dobro je, da imamo skozi veliko dela, a hkrati bomo morali tudi tukaj še narediti kar nekaj korakov naprej, tudi pri samem kadru, ne? Ker je pa treba malo drugače spet čuvati te naše zaklade, če je večja množica. In če so kadri nekoliko bolj specifični zaradi konzervatorske, arhitekturne, arheološke značilnosti v samem Posavskem muzeju Brežice, je v sevniškem koncu le nekoliko drugače, ker ste nekako razpeti med 4 segmente, med turizem, šport, kulturo. Skratka, več področji pokrivate in jih prepletate. Kako imate ta segment nekako urejen v občini Sevnica? Je res, da prepletamo nekako več segmentov, ampak vseeno mora vsak biti deležen neke svoje pozornosti, ker konec koncev ta organiziranost, da je v Sevnici takšna, da je združeno pod en javni zavod, še ne pomeni, da je edino pravilno, a ne, in da v drugih občinah imajo mogoče več tovrstnih zavodov. Hočem poudariti to, a ne, da skrb za to objekte, programe mora biti na podobnem nivoju. In zdaj, v bistvu, če pogledamo samo kulturno dejavnost, a ne, mi upravljamo z določenimi objekti, ki so v lasti občine Sevnica. Imamo en grad, ki je eden manjših gradov, mogoče imamo to srečo, da je opazno tudi, če se mimo Sevnice peleš, ker stoji na majhnem hribčku, na enem pobočju nad starim mestnim jedrom. Definitivno v prvi vrsti je zelo pomembno, da skrbimo za ta objekt. Je dostopen, da mu damo možnost, kot je Alenka povedala, da vidijo neke njegove specifike, od fresk do posebnih hodnikov, kapitelov. No, mi smo zdaj ravno v zaključevanju tudi enega projekta restauracijskih posegov v grad in bomo odkrili še eno nadstropje z novimi freskami. Ampak to še ne pomeni, da če nekako vlagamo v objekt, moramo skrbeti tudi za njegove vsebine. In grad je po dogodkih, po vsebini zelo pestro je dogajanje na našem gradu, ker tukaj je neko stičišče kulturnega dogajanja, neko druženje, navsezadnje tudi občinski svet ima gor sedež, tudi naše poroke v Sevnici se odvijajo vse na gradu, ker je to uradni prostor za izvajanje tovrstnih dogodkov. No, ampak da se vrnemo na to, v gradu imamo številne razstave, stalno, občasne, razna predavanja, potem nimamo kustosov, pa vendar poskušamo grad približati preko naših vodičev, turističnih vodičev, nekateri se znajo bolj poglobiti tudi v te, bomo rekli, podatke, ki so nekako mogoče na drugih gradovih večji poudarek na to dajejo, prav zato, da se čim bolj približamo ciljnim skupinam. Delamo tudi na tem, da bi izobrazili čim več interpretatorjev. Potem imamo za najmlajše animirane oglede, Svetovni dan lutk. V bistvu poskušamo tiste tudi razstave, ki so, naprimer Lutkovno-grajsko gledališče ima stalno razstavo v gradu, kljub temu želimo njemu dati vsebino, a ne, in potem naredimo dogodek, zato da pripeljemo čim večje množice in da dejansko poskušamo pripeljati ravno to obiskovalce čez program. A ne, če v prvi vrsti mogoče grad se nekomu ne zdi toliko zanimiv, da naredimo čez to privlačenega. Potem Grajski park. Upam si trditi, da je eden lepših parkov, ima nekaj večstoletnih dreves, energijske točke. Zdaj naša zadnja pridobitev je tudi Vrtnarjeva vila. Računamo, da bomo imeli tudi apartma, da bo možnost nastanitve. Vsekakor je pa v preteklosti v enem krajšem obdobju nastala na gradu tudi ena posebna zgodba, ki pa že posega, bomo rekli, bolj na področje turizma, to je Modra frankinja. Na grajskem pobočju imamo zasajenih 500 trt modre frankinje.
Prišla je ena ideja, leta 2010 smo naredili vinoteko in potem smo izvedli festival Modre Frankinje. Preko povezovanja posavskih gradov smo to nekako zgodbo poskušali tudi mi bolj približati potencialnim obiskovalcem in je zgodba začela rasti in je našla sedež na gradu. Ampak to ne pomeni, da je to je zopet ta preplet kulturnega, turističnega povezovanja. No, srečo imamo mogoče tudi v toliko, ker imamo turizem, imamo tudi svojo turistično agencijo, da ponujamo izlete, oglede mesta, kulturnih naravnih znamenitosti, tudi pripeljemo na razna dogajanja, zdaj bo zanimiva martinovanja, tudi če jih organizirajo društva. Se pravi, delamo tudi tako veliko, kot so že predhodnice povedale, na tem povezovanju društev. Ne samo, da koristijo prostore, tudi da bogatijo naše programe. Pri nas, na primer, Sevniško-grajsko poletje poteka od sredine maja do sredine septembra in program delajo tudi sama društva. Se predstavijo, naredijo kako gledališko igro, tudi v parku, imajo razne koncerte, predstavijo tudi ljudski pevci se in dejansko bogatijo tudi ta program. Ne moramo reči, da je to naš program, a pa bogati pa program, ki smo ga mi pred leti začeli, se pravi Sevniško-grajsko poletje. No, v sklopu kulturnega udejstvovanja pa skrbimo tudi za našo kulturni dom. To je eden manjših objektov, sprejme nekaj čez 200 obiskovalcev. Tukaj izvajamo abonma, kino, razne manjše dogodke, prireditve. Nam je pa zelo dobrodošlo, da kadar potrebujemo prostor z večjimi kapacitetami, da izkoristimo športni dom ali športno dvorano, ki so večja objekta. Vemo, da nista najbolj primerna mogoče v kakšnem trenutku za izvajanje tovrstnih programov, pa vendar z predpripravo, s postavitvijo odra, z primernim ozvočjem lahko ti dosežeš tudi pravi efekt. Tako da zelo, bom rekla, tudi ta kultura zopet je povezana s športom, hkrati pa tudi uporabniki teh objektov, sicer so največkrat podušči športniki, ampak rabijo tudi, da se nekaj več odvija v Sevnici, ki tudi njim je pisano na kožo. Tako da tudi obiskovalci tovrstnih objektov velikokrat vidimo na teh programih na gradu, v mestnem jedru, na sevniški kuhinji, ki jo izvajamo poleti, v kulturnem domu. Velikokrat prihajajo tudi športniki k nam po razne kataloge, da jih nesejo na razna tekmovanja. Tako da res ta preplet je zelo velik in mogoče, ker smo nek mešani zavod, lažje in mogoče ponudimo uporabniku neko alternativo za izvedbo programa, da mogoče je manj zapletov pri tem. Včasih pa tudi čez pogovore dobimo kakšne nove ideje za razvoj novih programov. Tako da se mi zdi, da je zelo težko res postavljati meje med temi dejavnostmi, ker na koncu rečemo tudi, turizem smo ljudje. Turizem je vse, kar ti nekako v občini ali pa širše v regiji predstavljaš in turizem je tisto, kar vključuje tudi na vse zadnje kulturo. Zelo hitro se najdemo v kakšnih katalogih, mi smo tudi izdajatelji lokalnih grajskih časopis, kjer v bistvu poskušamo s pomočjo društev, organizatorjev prireditev tudi opisovati, kaj vse se dogaja v Sevnici. Se pravi, ne samo o kulturnem dogajanju, tudi o dogajanju mladih. No, mladi se niti nisem še dotaknila, imamo mladinski center, skrbijo tudi za razne koncerte in zopet smo pri pesmi, glasbi, razne literarne večere, oglede, bomo rekli tudi slovenskih filmov z diskusijo o tem, kaj so videli, kakšen je namen filma. Tako da res se te dejavnosti tako prepletajo, da je delo prav zanimivo. Bom se strinjala z Alenko, da kadrov kdaj primanjkuje, predvsem takrat, ko imaš ti nove izzive pred seboj, ko razvijaš nove produkte, ko se tudi ti učiš, učimo se pa stalno, naredimo tudi napake, ki jih ob naslednjih seveda dogodkih in snubljenih, da pridejo, bomo rekli, obiskovalci k nam, poskušamo popraviti. Bistveno pa je, da znamo poslušati in da se povezujemo. Podporo imamo v lokalnem okolju, energijo nam okolje da, na nas pa je, kako to želimo sprejeti. In če je tim dober, se to marsikdaj da, je pa tako, kot sem omenila, bi kdaj imeli kakšnega dodatnega kustosa na gradu, nimamo strategij, zdaj pripravljamo strategijo turizma in mladine, upam, da sledijo tudi v naslednjih letih še za šport in mladino, da nam za šport in kulturo, ker nam to daje hkrati tudi nam kot javnemu zavodu, kot enemu delu te celote, usmeritev, kako naprej. Včasih pač delaš program, ker te k temu nekako
napoti nekdo drug, a ne? Včasih imaš svojo idejo, ki jo razvijaš. Ja, tudi mi moramo skrbeti za ta javni interes, a ne? Tudi kdaj naredimo kakšne prireditve, dogodke, ki ne pobiramo vstopnine samo zato, da bojo obiskani, da jih izobražuješ. A na drugi strani je tudi naše poslanstvo to, da dobimo na trgu nekaj sredstev, ki jih seveda nazaj vračamo v program. Tako da se mi zdi, da to je ključno in Posavju smo tudi začeli s temi povezovanji, da si bomo pošiljali obiskovalce ne samo preko povezovanja teh gradov, tudi preko teh turističnih zgodb in moram reči, da se veselim, no, ker delam v takšnem okolju in lokalnem in širše, da imamo drug za druga posluh, no. Vsak smo pa specifičen. In to še ne pomeni, ne, kot sem na začetku povedala, ker pokrivamo vse 4 dejavnosti, da smo zato boljši kot so drugi, a ne? Mogoče smo v neke druge programe usmerjeni. Je pa vzajemnost vsekakor tista, ki nekako sooblikuje utrip življenja v vaši občini. Ne? Vsekakor, ja. Izhodišče bom kar vzela iz vaše misli, ko ste omenila tržni delež. Namreč vse 3 spadate, tako Kršeta Masevnica, kot Posavski muzej Brežice in Kulturni dom Krško, v javni sektor. Ste del, bi rekla, javnega sveta, v tem smislu, da se delno financirate tudi iz javnoproračunskih sredstev, nekaj pa tudi dobite, kot ste že omenile, preko vsebin, preko programov, ki jih sami pripravljate in ponujate obiskovalcem. Je to razmerje, ki ga nekako sami ustvarjate in kolikor tudi dobite strani ministrstva, strani države, je to razmerje, kar se financ tiče, dobro, bi lahko bilo drugače zastavljeno? Kako ste zadovoljni s tem razrezom finančnega kolača, konkretno za vašo inštitucijo? Če sem res konkretna, za Kulturni dom Krško je zavod ustanovljen z namenom, da uresničuje javni interes na področju kulture. Zagotovo so želje in potrebe vedno večje od tega pač finančnega razreza ali financ, ki so nam na voljo. Pa vendar, ustanoviteljica Kulturnega doma Krško je samo občina Krško, ki na letni ravni določi neko kvoto sredstev. V nekem konsenzu, sodelovanju poskušamo sredstva, ki so nam namenjena in ki jih občina zagotavlja tako v enem delu že za sofinanciranje stroškov dela, kot za sofinanciranje programov, uravnovesiti na način, da ponudimo obiskovalcem, kljub temu, da je kvota za programe v javnem interesu sorazmerno majhna, to je 80.000 evrov za vse enote, s katerimi upravljamo, kar se sredstva za programe tiče, da kljub temu poskušamo ponuditi na področju javnega interesa raznovrsten, cenovno dostopen in, bom rekla, zanimiv program. Poskušamo kandidirati z različnimi prijavami tam, kjer smo pač upravičenci, tudi na razpis Ministrstva za kulturo, kjer pa moram na žalost povedati za zadnji 2 leti, da je dejansko kultura kot celota, če gledam razrez državnega proračuna, izjemno osiromašena in ima izjemno malo sredstev na voljo tudi zato, da jih deli na raznih projektnih razpisih. Moram povedati, da smo dobili zdaj tako za art produkcijo v kinu, ki jo, se pravi, da imamo en del kina namenjenega umetniškemu filmu, potem za razstave v galeriji Krško, kjer smo v enem delu uspešni na razpisu, kar se pa tiče, tako kot sem rekla, sofinanciranje glasbenega abonmaja ali pa art produkcije v kinu, smo prijeli odločbo, da imamo izjemno dober program, ki je zelo pomemben za to območje, ki ga pokrivamo s svojim delovanjem, da smo pa žal izviseli iz sofinanciranja, ker sta nam zmanjkali 1 ali 2 točki. Pomeni, da smo, kar se tiče tega, ne, ker preko Ministrstva za kulturo bi lahko pridobili sredstva samo preko razpisov, da je tukaj dejansko tudi izjemno majhne kvote sredstev in se nekako po nekem ključu jih, če gledam te razpise, kjer lahko mi kandidiramo, dobijo upravičenci iz centra. Zato sem zelo hvaležna za vse donatorje in sponzorje, ki prepoznajo naš javni program kot tisti, ki ga lahko financirajo. Tukaj je gospodarstvo tisto, ki ta program prepozna in se res v tej obliki, kot sem jo navedla, pojavljajo kot sofinancerji. Na drugi strani pa, kot sem omenila,
izjemno veliko prihodkov. Če gledam celotni proračun letni, okoli 30% dejansko ustvarimo na trgu. Pomeni, da so najemniki ali zunanji organizatorji tisti, ki z najemom naših storitev ali prostorov pripomorajo oziroma s pomočjo njih ustvarjamo prihodke, ki jih dejansko potem vlagamo nazaj v javni kulturni program, kajti za tega ni nikoli dovolj sredstev in denarja. Mogoče samo še v navezavi, recimo, ko je to delovanje na trgu, pa glede na prejšnje odgovore, ki ste jih tudi kolegice povedale, muzejska dejavnost je tista, pri kateri moramo vedeti, da se ne bo nikoli pokrila na trgu, ker tudi njen primarni namen ni, da v bistvu ustvarja primarne prihodke na trgu. Muzejska dejavnost je tista, ki bogati prostor, ki jo morajo ustanovitelji, če govorim v našem primeru občina Krško, prepoznati kot tisto dodano vrednost prostoru in ljudem. Se pravi, da se skozi, Mestni muzej Krško, ki je ustanovljen bil šele leta 2010, se pravi, to je lokalni muzej, mlad po svoji starosti, da so to ustanove, v katerih se hrani dediščina našega prostora, dediščina posameznikov in bom rekla, dejansko občine, mesta in da to ni dejavnost, ki bo se skozi razstavo lahko tudi prodala. Kajti za vsako razstavo, tudi v našem primeru, stoji izjemno veliko posameznikov, strokovnih delavcev, veliko raziskovalnega dela, kajti razstave samo pikice na i. Ko ti na ogled postaviš veliko predhodnega dela, ki se ne meri samo v urah, ampak v tednih in mesecih predhodnega raziskovalnega dela in dela ne samo znotraj hiše, ampak v sodelovanju z okoljem. Zato je v bistvu res to, da imamo kulturni dom, kjer lahko ustvarjamo nek tržne prihodke skozi oddajanje prostorov v najem. Si ne predstavljam, da tega ne bi bilo, ker bi bila resnično muzejska dejavnost na nek način ogrožena, če bi stavili samo na financiranje ustanoviteljice. Kako pa vi finančno krmarite, Alenka, v Posavskem muzeju Brežice? Če pogledamo razmerje, razstave, obiski, lastne vsebine in programi, ki jih potem nekako oplemenitite tudi finančno z obiskom, pa tisti del, ki ga nameni država oziroma občina? Ja, pri teh financah je treba jasno povedati, da v bistvu imamo stopnine, pa tudi uporabnine prostorov po zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture. Gre v bistvu to za javni vir, se pravi, ne za tržni vir. Tukaj so lastni prihodki iz naše javne službe. To pomeni, da v bistvu so številke lepe, ne gre pa to v ta tržni delež. Se pravi, pri tržnem deležu je tega zelo malo, zato ker tudi naša muzejska trgovina dejansko ni trgovina v klasičnem smislu, ampak ponuja v bistvu produkte, ki so vezani na našo javno službo, ki so nastali iz naše javne službe in ki tudi podpirajo to našo javno službo. Tako je v bistvu tudi zakonodaja narejena in tako je tudi v bistvu prav, ker mi smo ustanovljeni za to, da uresničujemo javni interes, da dejansko skrbimo za to dediščino celovito, tako kot nam določa zakon, in da v bistvu nekako tudi poslujemo na ta način. Mi tudi ne moramo nikakor biti neka konkurenca nekim drugim ustanovam, naprimer, ki pa morajo preživeti na trgu. Čeprav, naprimer, pri nas bi to lahko bila kavarna, ampak je žal še nimamo, naprimer, če bi si jo sami upravljali in tako naprej. Tukaj ni zdaj nešteto možnosti. Se pravi, vse to, kar so stopnice, kar so naši lastni programi, kar je recimo uporaba prostorov za druge javne zavode, za društva, vse to dejansko je skladno s tem zakonom in gre v prihodke od naše javne službe. Ker ZUIK, ta zakon je zelo jasen, kdaj se to uporablja, vse je še v javnem interesu in pri nas recimo pač ta kongresna dejavnost zaradi Viteške sploh ne pride v poštev, je res samo izjemoma ali pa takšne stvari, ki ti lahko zelo specificiraš tržno. Če imaš pa društvo, pa je tudi prav, da nekako, če deluje v javnem interesu, da ima seveda tudi neke ugodnosti, ki jih podpira seveda tudi občina oziroma vse občine kot ustanoviteljice. Mi imamo 4, Kostanjevica, Krško, Sevnica in sedežna občina Brežice.
kot seveda tudi sama država, ne? Ker drugače bi samo nekako drugemu zaračunavali stvari in bi ta krog bil mogoče kar malo preveč zakompliciran. Tako da pri nas smo v odstotkih lastnih sredstev nekje, odvisno od leta, od 10 do 14%, kar je v bistvu med slovenskimi muzeji zelo lepo, zelo visoko, ker je povprečje tam okrog 4. Če gledamo evropska merila, smo v bistvu čisto v redu, ker nekje je to evropsko merilo okrog 10%, recimo tudi univerzalni muzej v Ioneum v Gracu, ki je v bistvu muzej, kompleksen muzej, veliko imajo, različnih muzejev imajo, ne vem, orožarno, ki je pri njih nek strašen hit in tu zaračunajo fajn stopnino, pa ne presegajo teh 10%. Tako da spet je treba vse gledati v nekem tem kontekstu in mi se res zelo trudimo za ta del, ne pa tako, da bi pač posegal spet v tisto, kar je pa naša javna služba. Ne. Se pa vsi trudimo, da v bistvu so te programi dostopni, ne, to je treba povedati. Recimo, mi imamo cene zelo nizke za muzeje. Če spet primerjamo, jaz mislim, da je prav, da malo gledalci vidijo, da se malo primerjamo. Vse delujemo v nekem tem okolju, ampak hkrati seveda nismo izolirani od nekega sveta. Naprimer, mi imamo vstopnino 4 evre, kar recimo za tak muzej s tako kvadraturo je v bistvu izjemno nizka cena. Ne? Na nek način so vsi slovenski muzeji, vse slovenske kulturne inštitucije izjemno poceni in potem imamo pa še polno nekih podcen, ne, za skupine, za invalide imamo mi celo brezplačno, za pedagoške delavnice, za, ne vem, akcije takšne, polno nekih dnev odprtih vrat, recimo, kot je 8. februar, 3. december. Mi imamo tudi 26. junij, ko je dan našega muzeja, ker je bil takrat leta 1949 ustanovljen. In takrat imamo vedno polno, kulturne ustanove so polne na te dneve. Kaj zdaj to pomeni? Ne? To pomeni na eni strani, da mogoče je družba malo obubožana in si je težko privošči, čeprav imamo res izjemno nizke cene, ne vem, družina je 7 evrov, naprimer, ne. Mislim, niso to 2 kave, 3 kave, kaj sem, ne, odvisno pač kje. Ampak vseeno si tega želijo, mogoče so pa manj pripravljeni plačati, ne. In to je en tak velik izziv za vse nas, kako vse to, kar počnemo, tudi jaz sem zelo za to dostopnost. Res sem pristaš dostopnosti, sploh v tem javni službi. Ne. Seveda je pa drugo, da v bistvu, ko dobimo pa turiste in mi imamo teh tujcev kar nekaj in se jim zdi pa cena smešna, ne. Jim je pa cena 4 evre, tako kar gledajo, je to sploh res. Ne. Mislim, tako da tukaj imamo na celotnem sektorju, na celotnem območju zelo veliko dela. Ne. Je pa zelo težko, da bi ti rekel, zdaj vi ste tujci, vam damo 8 evrov, ne vem, Slovencem tako, Brežičanom tako, Krčanom tako. Mislim, to so ene stvari, ki so v bistvu zelo problematične. Nam recimo imamo izkušnjo, ko smo lani dvigali za 1 evro, naprimer, karto, ni bilo v bistvu sploh nobene pripombe. Ne? Mislim, se ni zdelo nobenemu, da je to kakšen škandal ali pa kakorkoli. V bistvu so se nam prihodki s tem pa res zelo lepo povečali, naprimer. Ne? Tako da tukaj se mi zdi ob tem vprašanju, ki ste ga postavili, spet pomembno, v takšnem kontekstu to gledamo. Ne? Kje so primerjave, kakšne so možnosti in v bistvu kako se v nekem zavodu tudi kaj šteje. Ne? Kakšna je zakonodaja, ki je pač en zavod podvržen. Ne? Skratka, je včasih ali pa kar pogosto bolje nekako pustiti sled v obiskovalcih in jih privabiti v samo kulturno dejavnost, kot pa na nek način želeti obogateti skozi obisk. Mislim, to ne bomo nikoli obogateli, mislim, razen, če bomo dvignili cene. Ne, jaz sem hotela predvsem to povedati, da je prav, da so stvari plačljive, nisem, da so neplačljive, prav je, da so dostopne, govorim pa v nekem kontekstu, koliko je možno v bistvu s tako dediščino zaslužiti, ne? In da se tega zavedamo, ker če lahko seveda zaslužimo, če bomo začeli razprodajati, ne? To pa bomo potem pač v nekem trenutku nekaj zaslužili, potem pa ne bomo nič več imeli, zato pa je to tukaj javni interes. Je pa res, da včasih je med publiko tukaj malo manj razumevanja, ne? Vsi to sprašujejo, koliko pa vi dobite. Glejte, mislim, mi recimo moramo zelo veliko tega, kar dobimo, vložiti tudi v našo stavbo. Naprimer, mi imamo glavnega financerja Ministrstva za kulturo, potem pa še nekaj pač od občin, pa lastna sredstva pod projektov, pa nekaj tudi od donatorjev, ampak nihče nam pa ne da
recimo vseh teh javnih 100% za vse stroške, ne. V bistvu Darja je rekla, da grejo stvari v program, najbrž se je malo zmotila, ker vem, da grejo povsod pri nas, tudi v splošne stroške odeljevanja, v materialne stroške, v tekoče vzdrževanje, v to, da imamo sploh opremo, recimo, ne, na osnovno opremo. Se pravi, da to pa nekako skušamo vse pridobiti, ne. Morate biti dober gospodar. Moramo biti zelo dobri gospodarji, smo zelo skromni pri določenih stvareh, recimo tudi, kaj se izobraževanje naših delavcev, ne, v glavnem izkoriščamo brezplačna in tako naprej. Smo vsi v bistvu zelo inovativni, ne v smislu računovodstva, ampak v smislu preživetja, bom rekla, ne. Kako pa, Mojca, krmarite s financami v sevniški občini, kar se tiče kulture in vaših programov ter vsebin? Ja, vsekakor se treba boriti. Zdaj mi imamo, bom rekla, 3 vrste financiranja. Eno je, da nas ustanovitelj financira, načeloma tukaj pokriva naš strošek dela in predvsem obratovalne stroške objektov, ker jih imamo kar več v upravljanju, ne. Že prej sem poskušala malo našteti, dotakla sem se dvoran, bazen, mladinski center, turistična agencija, kulturnih objektov. No, na drugi strani je pa to, kar so že predhodnice tudi opozarjale, kar dobiš ti na trgu, a ne? In to so 2 stvari. Mi imamo ta procent ustvarjenega na trgu tam varira od 30 do 45%, glede na celotni prihodek letni, ki je največkrat odvisno od tega, kako uspešni smo na razpisih. Ker v tej javni službi je vse tisto, kar ne paže po tržno dejavnosti, pa nam rečemo tržna dejavnost je tisto, kar je povezano s turizmom. Se pravi, vodenja po mestu, izleti, poroke, prodaja spominkov. Vse ostalo. So pa res nastavljene cene, da v bistvu ti dobiš en del pokritih obratovalnih stroškov, ki nekako uporabnik mora plačevati. Tako da vse tisto, kar dejansko dobimo iz trga, vrnemo res nazaj tudi v program oziroma v nove razpise, ki se nam ponudijo, na katere kandidiramo. Jasno, moraš biti uspešen in zagotavljati sofinancerski delež. Ta sofinancerski delež mislim, da je problem povsod. Problem je tudi zalaganje denarja. Dejansko ti moraš tudi pogledati, kako boš to razvil. Ker v teh razpisih se pa skrivajo tako neke investicijska vlaganja, sicer v manjšem obsegu, predvsem pa ti programi, a ne. In delaš ti vedno to vnaprej, ko še ne veš, koliko obiskovalcev bo. In vezati neko ceno na število obiskovalcev res nima smisla, zaradi tega, ker mi na koncu naše poslanstvo je tudi, da različne stvari približamo uporabnikom, obiskovalcem. Se pravi, da tudi če nekomu neka glasba ni všeč, da mu jo predstaviš, mogoče bi ga zanimalo. In eni koncerti, če izhajam kar iz glasbe kot primer, so bolj obiskani kot drugi in mogoče lahko pričakuješ neko višjo stopnino ali pa sploh stopnino, nekje druge tega zopet ne delaš, a ne. Tako da, ja, mi moram reči, da zdaj letos smo uspešni bili tudi na 3 razpisih, ki bomo peljali še v naslednjo leto na evropskih razpisih. No, v letu 2019-2020 zopet 3 projekte, tako da delajo ogromno s tem, na škodo mogoče tudi kakšnega programa, ki ga že danes delamo, pa mogoče nek denar pride. Tako da ja, se borimo. Imamo podporo ustanoviteljice, res je, da s Posavskim muzejem Brežice tudi sodelujemo zelo dobro, da tudi skupaj delamo kakšne razstave, tudi kakšno restavratorstvo nam ponudijo. Seveda se dogovorimo tudi, kdaj, če je potrebno kakšna sredstva za materialno domestiti, ker nam je dostikrat že to v pomoč, da nam ponudijo človeka, ne? Ker tudi pri nam programe, ki jih delaš, še ne pomeni, da nisi ti neki vložil, ker si ti lahko s kadrovskimi resursi. Festival Modre Franke in Sevniška kuhinja, ki jo delamo, to je cela ekipa zavoda takrat na prireditvi, da lahko to izvedemo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Tako da je težko ocenjevati tudi dejansko nek program, mu dati pravo vrednost, ker na vsezadnje mi v zavodih smo, neko poslanstvo imamo, dobro pa je, da ti vzporedno s tem še kakšen program narediš, ki ti nekaj prinese nazaj, sam zato, da lahko mogoče prevetriš programe, ki niso v redu, da jih spremeniš in da ustvariš nove, a ne? Ker tudi ljudje danes pridejo z različnimi zahtevami, z različnimi pričakovanji, ciljne skupine so zelo različne, ne? Alenka se je tudi preko cen tega dotaknila in dejansko moraš kar veliko, ne sem sredstvo, tudi energijo v to vlagati, no. Tako da ja, viri financiranja so pa različni in iz leta v leto so spremenljivi, a ne, in je odvisno tudi od tega, kako, tako kot sem rekla, največkrat uspešen si na razpisih, ker to pri nas prinaša kar velik delež, predvsem na področju turizma. Druge pa, tako kot je Alenka omenila, ne, vstopnine, uporabnine, to so pa v bistvu
ni to tržno naravnano. A ne. Tako da zaenkrat krmarimo čez to, je pa res, da se vsako leto znova pogovarjamo, tudi v kakšnih dodatnih investicijskih vlaganjih se posebej nevezano na osnovno dejavnost pogovarjamo z občino in skupaj dorečemo, v kakšnem časovnem obdobju bo kakšna stvar realizirana, v kakšnem deležu lahko oni k temu pristopijo. Tako da nikoli nismo sami. No. Vedno smo v nekem partnerskem odnosu pri tem in je potem lažje tudi iti neko pot med vsemi temi programi, a ne za naprej. Ljudje nekako dojemamo svet okrog sebe in vso dogajanje najbolje skozi podobe in ne glede na to, katero področje bi vzeli pod drobnogled, je morda vizualni aspekt tisti, ki pusti največjo sled, kadar ponudnik želi ponuditi neko vsebino ljudem oziroma neki skupini. Kako ocenjujete, skozi katere kanale dobite največ obiskovalcev v vaših ustanovah, vseh 4, ali pa samo katera mogoče izpostavite, katera je tista, ki izstopa? So to mogoče družbena omrežja? Je še vedno nekako ukoreninjena tista klasična reklama, letak, reklama v časopisu, reklama na radiju? Kaj se nekako najbolj prime med ljudmi, da potem se odločijo za obisk neke kulturne prireditve? Če bi imeli neomejena sredstva za promocijo, bi se poskušali lotevati vseh možnih kanalov, ki so na voljo, ker ugotavljamo, da so obiskovalci, oziroma da je obiskovalce vedno težje nagovoriti, prepričati, ker so pač vsa ta socialna omrežja, vsi ti mobilni telefoni po eni strani nas res bolj približali, vedno smo dostopni, dosegljivi, po drugi strani so pa vsa ta omrežja nas na nek način tudi polenila. Ljudje radi ostajajo doma, si pošiljajo zgolj SMS-e, težko jih je pridobiti. In pravzaprav ni nekega univerzalnega recepta, na kak način ali pa kateri način je za katero od ciljnih skupin najboljši. Pravzaprav mogoče tudi zato, ker nismo strokovnjaki z tega področja in se te komunikacije ali pa nagovarjanje ciljnih javnosti lotevamo, bom rekla, na različne načine. To pri nas konkretno v Kulturnem domu počnejo strokovni delavci, se pravi kustos, ki je zadolžen za postavitev neke razstave, mora v bistvu načrtovati tudi način, kako bo zadevo spromoviral, nagovoril javnost. Tako da se poslužujemo vseh mogočih kanalov znotraj sredstev, ki so nam na voljo. Od tega, kar ste našteli, klasične pošte, oddaje, kot so tale, skozi katere lahko rekla, res obiskovalec ali pa gledalec vidi, s čim vse se ukvarjamo, do objav v medijih, prek socialnih omrežij. Vsega tega se poslužujemo. Ne? Smo pa zdaj res v eni taki pasti, kjer ugotavljamo tudi, ne vem, s kolegi, sodelavci, ali smo res poklicani k temu, da sledimo v tem nagovarjanju in reklamiranju in propagiranju programa, ki ga pač ponujemo, ali moramo res slediti vsem trendom, ali ni morda muzej pa razstava tisti prostor, kamor ljudi ravno s tem namenom povabimo, da ubežijo tem hitenju, drvenju, da jih pač ne poskušamo dobiti na neko plehko reklamo, ampak s povabilom na razstavo jih povabimo k temu, da lahko pridejo v naš prostor, se umirijo, poglobijo, nekaj novega naučijo. Je pa res, da vstopa, bom rekla, ta sodobni načini reklamiranja in igrifikacije tudi v muzejske prostore. In na nek način jim poskušamo, kolikor pač imamo znanje in sredstev ta namen, iti naproti, po drugi strani smo pa zagovorniki nekih tradicionalnih načinov nagovarjanja javnosti in upam, da bo čas pokazal, da je vredno še vedno staviti na njih. Kako pa vi v Posavskem muzeju Brežice, kater kanal je nekako se izkazal za najbolj učinkovit? V bistvu tako, ne. Ravno zdaj, ko je bil GDPR, ko so nas obtožili, kako vse te podatke mi uporabljamo, mi res žal nimamo kadra, ki bi se s tem ukvarjal in ki bi z analizo pokazal, kaj najbolj učinkuje in za katero dogodek kaj in tako naprej. No, tako da mi res skrbno ravnamo s temi podatki in jih uporabljamo res za obveščanje o naši osnovni dejavnosti
ne pa o nekih programih, ki bi jih delali za posebne ciljne skupine in prodajali in tako naprej. Mogoče to še pride. Čeprav seveda se pokvarjamo z obiskovalci, razmišljamo o različnih ciljnih obiskovalcih, kako do njih priti in to je v bistvu naše glavno vodilo. Se pravi, zato še vedno izdajamo zelo lepa vabila, ker vemo, da so naši zvesti obiskovalci še vedno radi osebno vabljeni. Pa kakšni drugi tudi. Zato komuniciramo preko teh spletnih, pač najbolj ažurno, kakor lahko, ker veste, to je pa res, kar je rekla Darja, ta svet je grozljiv, ne. Mi smo enkrat odgovorili, ne vem, zvečer je bilo napisano, zjutraj smo odgovorili in smo bili takoj obtoženi, da smo neodzivni, ne. In tukaj res, sploh za nas, ko nas tako zelo radi pluvajo, ne, dobiš včasih kakšne stvari na Facebooku napisane, ko ne veš, ali bi sploh reagiral ali ne bi reagiral, ne, ker ljudje so se pač navadili, da lahko napišejo karčjo in če so bili, niso bili, če jim je všeč. Mislim, ni več, ne, tako da tukaj si vedno malo v dilemi, ali bi to zelo komuniciral ali ne bi, ali bi samo obveščal, ne, ker se mi zdi, da se lahko zelo hitro zapleteš v kakšne stvari. Predvsem pa se mi zdi, da je prihodnost v takih zadevah, kot so naši gradovi Posavja. V tem združevanju, v povezovanju, v tem, da seveda tiste naše ciljne skupine, ki jih imamo, nagovarjamo tako, kot so navajeni, da za njih skrbimo, ker v bistvu kultura je druženje, kultura je sodelovanje, kultura je medsebojno spoštovanje. To pomeni, da moramo razumeti, kako želi biti kdo nagovorjen, da moramo biti nekako prijazni, da moramo ustvarjati prostor, kjer so res vsi dobrodošli in kjer se počutijo dobro. Ne, ker to res moramo preiti. Včasih so bili sploh muzeji, pa tudi zdaj se gradovi, kakorkoli, ne, neki prostori, kamor ni vsak stopal z enim lagodjem, ne, ker ni vsak se videl v tistem prostoru noter. Ne. Zdaj se vsi zelo trudimo, da v bistvu je to res prostor za vsakega, samo mora si najti ti svoj kotiček, tisto svojo zgodbo, ti svoj predmet ali pa program, ob katerem bo preživel toliko in toliko časa. Zato se res trudimo, da bi uporabljali čim več pri teh turističnih zgodbah, ki so pa za nas to zelo pomembne. To se pravi, gre pa za obiskovalce, ki imajo drugačen vzgib, ki pridejo si eno atrakcijo pogledati, ki jih moramo prodražiti za neko podobo, recimo kot je, ne vem, pri nas Viteška dvorana, kot so recimo sami gradovi po sebi, ne, ki jih povabimo recimo res bolj tako, ne, z tem, kar imamo, ne z nekim programom, naprimer. Tukaj pa se zdaj zelo trudimo in verjamem, da nam bo to uspelo, da bomo nagovarjali tudi to, kar mogoče mi kot muzej, pa bom jaz rekla za nas, manj znamo, ne. Mogoče smo tudi manj uspešni, kot bi lahko bili. Smo se pa pripravljeni učiti in smo si pripravljeni predvsem biti enakovreden partner. Ne. Mojca razlagala, da je pri njih malo lažje, res je malo lažje, čeprav se pri njih pa potem malo več pričakuje, ne. Vsak ima pluse in minuse, ne. Ampak jaz mislim, da je čas, da v bistvu ne razmišljamo več tako ločeno, kaj je kultura, kaj je turizem, kaj je šport v končni fazi, ampak da celovito skrbimo za človeka, da celovito recimo nekako poskrbimo za to, s čemer upravljamo in kar je res velika čast in velika priložnost, da nekako res služi vsem, no. Da je res dostopno vsem, no. To se mi zdi, da bi bil tak dosežek, da bi ljudje rekli, lejte, grad je pa tudi moj prostor, ne. In to moramo pa komunicirati, ne vem, odkriti čudežni recept. Vsem, kar je ne, ga ni, jaz mislim, da ga ni, ker ga ni. Vsak ga nosi v sebi, pa ga mora pri sebi najti. V nekem trenutku, ne vem, saj veste, to vsak dela, ne, neka programska si ti zdi super, pa je 5 ljudi, ne, recimo karikiram, nekje, ko pa si se 5krat manj trudil, pa jih je polno. Ko bomo to odkrili, pa ne bomo nikoli, ne. In tudi ne bi bilo prav, da bi to odkrili. Ne bi bilo prav, ker naše delo je to, kar je rekla Mojca, in si, da v bistvu ves čas smo eksperiment, ne. Ves čas se trudimo, da ponujamo nekaj popolnoma novega ali pa nekaj, pa ne digitalnega, pa virtualnega, ampak resničnega na lokaciji. Krasno, super se sliši. Mojca, kako vi, čeprav vem, če dobro sledim, veliko date na reklame oziroma na obveščanje skozi družbena omrežja in tudi odzivnost strani krajanov, pa tudi tistih izven meja sevniške občine je kar precejšnja. Je to pri vas glavni vir, glavni kanal obveščanja in informiranja?
pri nas ni to glavni vir, je pa eden izmed virov, ker mi imamo toliko različne dejavnosti in toliko različne programe, da moramo gledati prav na ciljne skupine. In mi oglašujemo preko grajskih novic, oglašujemo se na radiju, na televiziji, preko direktnega obveščanja, naslavljanja, digitalno omrežje seveda, vabimo na dogodke, poročamo o dogodkih. Ampak pri vsem tem je meni ključno to, da se zavedamo, vsi mi, da imamo kvalitetne programe, da smo prijazni ljudje, ker obiskovalci, ko pridejo, to vidijo in najboljša reklama je od ust do ust. Definitivno je to najbolj počasna reklama, ampak navsezadnje bom tako rekla, gost, ki pride ti na koncu sploh ne zna povedati, kje je marsikateri gost, ne zna povedati, kje pravzaprav je za tebe slišal pa tvoje programe, ker je mogoče včasih bombardiran z večjih medijev in enkrat pa reče, grem pa jaz to pogledat, a ne? Ampak potem pa to priporočilo, če je on navdušen, zelo rad priporoča nekomu drugemu in to priporočilo lahko zelo hitro steče. Tako da mi se poslužujemo zelo različnih kanalov. Je pa res, da mogoče je Sevnica malo specifična, ker je imela eno priložnost, ker so nas mediji zelo kontaktirali v preteklem letu in dejansko so delali intervjuje z nami, toliko denarja pa Sevnica ne bi imela, da bi si naredila tako močno promocijo, kot si jo naredila ravno preko zanimanja medijev. Ker mi smo bili vse posod v svetu, imenovani, čez to tudi regija. Je pa eno drugo dejstvo, ki smo ga ob tem še zasledili, da sama regija kot taka je premalo prepoznana že tudi v Sloveniji. Nemalo kater novinar je prišel prvič v Posavje in v Sevnico, ko je delal z nami intervju. To ti tudi dosti pove, a ne, da mogoče nismo mi edini, ki moramo nekaj več narediti na promociji tovrstnih regij in produktov. Vemo, da turisti so že tudi nasičeni s kakšnimi lokacijami in da mogoče moramo tudi na nek drug način, bolj celovito, tudi sama Slovenija k temu pristopiti. No. Definitivno v prvi vrsti je pa to od nas odvisno, ampak res je težko posploševati, kater je tisti medij, ki nekako je najbolj močen, zato ker za starejše, naprimer, digitalno oglaševanje ni primerno, a ne, so tiskane variante, brošurice, tiskovine. Naprimer, športniki, ki grejo v tujino, še vedno radi nesejo kataloge s sabo. Skoraj nas nobeno vpraša za CD pa ključek, še vedno je nekaj več za videti, a ne, kot neka knjiga, ne, da se tudi čez to nekako obesedi tisto, kar mi ponujamo. Tako da ja, zelo različni pristopi so, je pa tudi to res, da tudi mi nimamo primernih kadrov, neke osebe, ki se ukvarjajo samo z marketingom, oglaševanjem, trženjem in to delo prerazporedimo med nas, a ne, že zaposlene. In potem je odvisno od naših iznajdljivosti in nekega znanja, ki se ko pridobiš, največkrat potrebuješ zelo neko podporo nekje drugje, no, ampak trudimo se. Mladi sploh rabijo predvsem to digitalno oglaševanje, ne. Bomo pa videli, kaj bo prihodnost prinesla, ne, ker tudi vidimo, čez te vse projekte, ki jih prijavljamo nekako na razpise, moraš biti pogumen, moraš biti upati si z nekimi novitetami, ne. Zdaj pa, ali ti najdeš neko noviteto, nekaj, kar bo čez par let res zanimivo, je pa spet vprašanje, ne. To je pa spet odvisno od povezovanja idej, ki se rodijo ob izvajanju nekih drugih stvari. O še tem in še marsičem bi lahko na dolgo in na široko še debatirale. Nekaj vprašanj, katere smo načrtovali, da jih bomo še obdelale, bo žal moralo ostati zaprtih oziroma jih bomo pustile za kakšno drugo priložnost, ker nam enostavno časa zmanjkuje. Zato bom v sklepnem dejanju samo vas prosila vsako posebej, da nekako poveste, kako kot posameznica, ki ste tesno povezana s kulturo in tudi kot direktorica javne inštitucije, ki nosi ta kulturni pridih seboj, vidite razvoj, napredek, nekako tiste pozitivne stvari, ki jih je možno doseči v nekako obdobju, ki prihaja. Glede na to razpravo, ki smo imeli skozi to oddajo, se je večkrat izpostavilo pomen sodelovanja. Resnično stavim na sodelovanje in sem izjemno vesela, da sta z mano kolegici, s katerima zelo dobro sodelujemo, da je zgodba gradov Posavja tista, ki nas je 6 upravljavcev bila sposobna povezati, skozi katero se brusimo, se učimo sodelovati in nagovarjati različne javnosti. Kot sama osebno si resnično želim, da bi vse to, kar delamo na področju kulture, bilo prepoznano tudi skozi druge sektorje,
tudi skozi gospodarstvo. Z njim zelo dobro sodelujemo kot Kulturni dom Krško in si želim, da bi bilo še naprej tako, kajti vsak, bom rekla, delavec, ki ali dela za nekim strojem, ne z nekim orodjem ali pa zgolj v pisarni za računalnikom, pravzaprav vedno znova in ugotavljamo, da na srečo vse bolj potrebuje dogodke in skozi dogodke tudi doživetja, s katerimi se bogati, plemeniti in s katerimi raste tudi kot človek. Poklicani smo zato, da te programe ponujamo. Resnično si želim, da bo tudi občina ustanoviteljica, tako kot do sedaj, imela posluh za to, da bomo v bistvu lahko izvajali programe, jih ponujali, se z njimi povezovali. Če pa predam, veliko je bilo govora o gradovih, sama osebno si pa želim, da Mestni muzej Krško, ki je muzej lokalnega pomena, da ga v doglednem času nekaj let obišče prav vsak Krčan ali Krčanka. Kaj boste za svoje nekako področje dodali vi, Alenka? To je lepa želja. Mi si želimo, da vsak prebivalec Posavja pride v te naše ustanove, ker mislim, da potem tudi lažje dojel, kakšen pomen imajo to. Mi imamo vsi take izkušnje, da kdo reče, joj, sem bil že dolgo nazaj, pa sej se najbrž ni nič spremenilo, potem so pa čist, nekako jih očaramo, jih znamo očarati in se mi zdi, da je to pomembno. Mi imamo to srečo, da je strast naša največja lastnost, ker drugače se najbrž tem ne bi ukvarjali in da v bistvu imamo tudi to srečo, da to je res zelo kreativno delo, da je to odlično delo in recimo mi gremo seveda proti 70 letom našega muzeja in to je naša taka najbližja prihodnost. Ampak to obletnico bomo usmerili predvsem v prihodnost. Predvsem bomo pokazali, kako si želimo razvijati to našo ustanovo, kaj želimo, kje so naše prihodnosti. In letos, ko je bilo Evropsko leto kulturne dediščine, ko v bistvu smo ves čas to poudarjali, pa Evropska komisija nas je spodbujala, da moramo govoriti o skupnosti, pa da moramo govoriti o skupni evropski identiteti, pa o sodelovanju, medgeneracijskem sodelovanju. Mi to že ves čas počnemo, to za nas popolnoma nič novega. Je pa pomembno to, da verjamemo v to, kar počnemo. Jaz mislim, da vsi, ki tukaj sedimo, smo takšni, ker jaz sem prepričana, da ima dediščina res velik pomen, ima kultura velik pomen. In če govori nekdo, ki je prepričan, jaz verjamem, da smo sposobni prepričati tudi ostale. In tukaj si želim, da stopimo še te korake naprej in v to bo usmerjena tudi moja prihodnost. Kakšno popotnico, Mojca, pa si vi želite za vaš sevniški konec in za kulturo v sevniški občini? Jaz se kakor zelo podobno. Želim si več obiska, vedno se pogovarjamo, kako nas bojo turisti, obiskovalci od drugod prišli pogledati, da res občani prepoznajo te naše kvalitetne programe, objekte, da pridejo med nas, govorimo v širšem pomenu, da se povezujemo, s povezovanjem se rodijo nove ideje, s tem bojo tudi spremembe ustvarjene, se bojo stvari razvijale. Bomo mi bogatejši, to bomo dali navzven in bomo bolj opaženi. Vsekakor pa, da glede na to, več kot je bilo danes že izpostavljen posavski gradovi in partnerski odnos, se mi zdi, da tovrstne inštitucije prepoznavamo, da s to povezanostjo smo lahko močnejši in nam vsem daje, jaz si upam trditi, to neko spodbudo in energijo za naprej. Zdi se mi, da je tudi naš kolektiv takšen, da jim ni problem tudi delati čez vikende zvečer. Mislim, da je to vrstno delo po vseh enako izrazito in da dejansko čutimo to neko pripadnost k tem kreiranju nekih novih zgodb v okolju, da potem lahko to ponudimo nekomu. Je pa dejstvo, da si želim pa tudi to vrstno podporo, ki jo imamo do sedaj, ker brez teh podpor tudi bo težje delati. Želim si pa tudi več kakšnih takšnih razpisov, ki bodo bolj nam na kožo pisani, pa kdaj še kakšne investicije, ker vemo, da tudi to je potrebno, ne samo kreiranje programov. Tako da, če bomo pri tem uspešni in da bomo res z roko v roki, nas čakajo še lepe zgodbe. Hvala lepa vsaki posebej in vsem skupaj, drage dame, gospa Darja Planinc, direktorica Kulturnega doma Krško,
Gospa Alenka Črnjelič-Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice in gospa Mojca Prnovšek, direktorica KŠTM Sevnica, da ste si v vaših, vem, da so zelo natrpani urniki, vaših urnikih utrgale čas in se odločile, da skupaj z gledalci podelite nekaj utrinkov iz sveta kulture. Želim vam uspešno delo pri vaših izzivih in da bo, ko se bomo naslednjič srečali ali pred kamero ali na kakem dogodku, spet znova veliko spodbudnih in motivacijskih zgodb. Hvala lepa. Drage gledalke, cenjeni gledalci, ura se je zopet odvrtela in do konca smo pripeljali kulturno oddajo današnjega dne. Preberite kakšno knjigo, obiščite kakšno gledališko predstavo, uporabljajte čudovite, čudežne besede. Dober dan, prosim, hvala, oprosti. Obiščite kakšno razstavo, pojdite v muzej in se sprehodite skozi preteklost in prepletite z njim sedanjost. In verjemite, vsak dan bo tako kulturen. Lep dan in se vidimo čez teden dni. Lahko noč.